Vsak plenilec nekaj poje. V tem videu začnemo z ničemer na dnu prehranjevalne verige in se povzpnemo na vrh. Kako veliki so lahko ti plenilci? Obstaja samo en način, da to ugotovimo. Postalo bo še slabše. To vam lahko zagotovim. Fantje, pravkar smo pristali na tem otoku in naslednje 3 dni bo vsaka žival, ki jo ujamemo, postala vaba za moj naslednji ulov. Začeli bomo z majhnimi živalmi in se postopoma povzpeli do pravih velikanov. In kdo ve, ali obstaja meja? To bomo ugotovili. To so predmeti, s katerimi začenjamo. Tukaj imam svojo masko, imamo mačeto, preprosto ročno ribiško vrvico in seveda tole zadevico. Tukaj imamo naš napitek za hitro poživitev. In veste, da bomo to vzeli šele, ko bomo na dnu. Kdo ve, kakšne živali bomo videli na koncu? Morda kakšne pošasti, ki jih še nikoli v življenju niste videli. Zdaj bomo naslednjih nekaj dni napredovali po prehranjevalni verigi, od najmanjših živali do največjih živali v oceanu. In kdo ve, kaj bomo našli na koncu dneva? Ampak to še ni vse, fantje. Nimam hrane, da bi lahko preživel tukaj zunaj. Zato bomo morali vzeti malo mesa od vsake živali, ki jo ujamemo, da bom lahko preživel. Vzemimo opremo, začnimo raziskovati ta otok, naberimo nekaj vabe in začnimo ribariti. Gremo! V redu, premaknili se bomo še malo višje. Gremo, fantje! Premaknili se bomo še malo naprej. Gremo! Pravkar smo pristali na tej skalnati izboklini, fantje, in lahko gremo tukaj naokoli iskati vabo, ki jo lahko uporabimo. Vse, kar si želim, je tukaj ob robu vode, fantje. In vidite, da plima kar hitro narašča. Morali bomo iti tja dol, pobrati nekaj stvari in se nato vrniti na varno. Prepričati se moramo, da ni nobenih denarnih valov, fantje. Ampak tukaj lahko vidite, wow, to je spolzko, to je tisto, kar iščemo. Tukaj imamo nekaj velikih ostrig, lahko jih nekaj poberemo in jih odpremo. Poglejte tole tukaj. Rekel sem vam, da mora vse, kar ujamem, postati del mojega obroka. Imamo svojo prvo ostrigo. Pojejmo jo. Noter so nove školjke. Veste, kaj je najboljš pri ostrigah? Polne so cinka, fantje, ker mi bo kasneje še kako prav prišlo. Ko začnem razmišljati o tistih ribah, recimo samo, da se spodaj nekaj začne dogajati. In to je zaradi ostrig. Zbrali bomo še nekaj za vabo, imamo pa tudi nekaj teh. Tukaj imamo kup polžev. Te lahko uporabimo kot vabo. Dali jih bomo v zadnji žep. Gremo v tle, fantje, in poglejmo, če jih lahko uporabimo kot vabo, da ujamemo kaj večjega. Gremo. Prekropili smo v način nabiralca in zbrali nekaj polžev. Te bomo zdrobili. To bo sprostilo ves vonj živali, nato pa jih bomo lahko dali na ta ročni laks in jih odnesli nekoliko dlje od obale. Prav, zdrobimo te poredneže. Počivajte v raju, vi polži. To je tisto, kar večina kuharjev počne z začimbami, fantje. Mi pa tukaj na otokih to počnemo s polži. Ampak upam, da bomo dobili kaj boljše hrane. Fantje, tiste ostrige niso moja najljubša hrana na svetu. Ampak držim pesti, da bomo do konca tega izziva dobili nekaj res okusnega. To bo popolna vaba, ki jo lahko damo na naš ročni laks. Polže sem dal v žep. Zaplavali bomo do naše čolna tam zunaj, fantje. V tem izzivu bomo šli vedno globlje in globlje, dokler ne bomo lovili največjih živali. Prav, zdaj se pomikamo po prehranjevalni verigi navzgor. In tukaj imamo kapitana. On je veteran kanala. Verjetno se ga spomnite. In spustili bomo ta ročni lak s polži, ki smo jih nabrali. Brate, lahko dobimo kakšno ribo tukaj spodaj? Ja. V redu, torej, zadnja žival, ki smo jo ujeli, je bil majhen polž, fantje. Ne bo težko uloviti česa boljšega. Spustimo ta ročni lak dol in poglejmo, kaj lahko ujamemo. Dobili smo polža. Dajmo ga na trnek. Greedal!
V redu, dosegli smo dno. Samo čakam, da mi riba potegne vrvico iz rok, potem pa bom zategnil. Imamo samo majhno trnek in tisto majhno polško. Tako da moramo tukaj počakati in biti potrpežljivi. Fantje, iskreno sem res slab v ribolovu ali vsaj v ribolovu z ročno vrvico. Poskušam začutiti te stvari in ob vsakem ugrizu samo zamahnem za sabo. To je res smešno, stari. Telo je tukaj kar trdo, ampak ne morem spraviti trnka v nobeno od teh rib. Trenutno sem tukaj zunaj približno tako neuporaben kot hlebec kruha, fantje. Čutim kar nekaj teže, ampak ne vem, kva je to. Ja, v redu, nekaj imam. Nekaj je težko, fantje. Kaj je to? Nišan! Dobesedno sem ujel vrečko čipsa, ki je plavala mimo. Se šališ. V redu, tega ne moramo porabiti, to bomo dali stran, moramo jo spraviti nazaj dol, spet bomo namestili vabo in jo takoj spustili nazaj dol. Fantje, tukaj imam nekaj ugrizov. Ja, imamo enega. Imamo enega. Kaj imamo? Že se vidi barva, približuje se, poglej ga. To je popolno, človek. Prav, dvigamo ga. Tukaj imamo majhno ribico. To bo popolno. Poslali ga bomo dol in morda bomo ujeli kaj večjega. Premakali smo se na globjo vodo, fantje, in trenutno imamo popolno osvetlitev. Uporabil bom to ribiško palico tukaj in jo spustil dol. In kdo ve, kaj bomo našli? Prav, preprosto ga bom zadev skozi hrbet in ga bomo poslali naravnost dol. Poglejmo, kaj lahko ujamemo. Gremo! Imamo živo vabo tam spodaj, plava naokol, malo je poškodovana. Poglejmo, kaj lahko ujamemo s to palico. Imeli smo nekaj ugrizov, ampak še nismo ujeli ničesar velikega na to majhno ribico. Zdaj nam zmanjkuje časa. To je naša zadnja priložnost, preden sonce zaide. Držimo pesti, da dobimo ugriz. Dajno, človek. Dajno. V redu, fantje, tukaj sem imel nekaj ugrizov, ne vem, kaj se dogaja. Dviganjo. Kaj se tukaj dogaja? Kaj za vraga se dogaja? Nekaj nas je razbil. Nimam pojma, kaj je prišlo skozi in to spustil. Ampak veste, da je to vse, kar imamo. Zato moramo to spustiti nazaj dol. Upajmo, da bomo ujeli kaj večjega. Spušča se nazaj dol, poglejmo, kaj lahko dobimo. Čeprav smo skoraj izgubili vabo, je to dober znak, vsaj vemo, da je tam spodaj nekaj. Imam ugrize. Ja, imamo enega, fantje. Ja, občutek je kar dober. Imamo nekaj. Kaj je to? Ja, imamo enega. Majhen cipel. Ja, fantje, uspelo nam je. Dobili smo nekaj od majhne ribe ob sončnem zahodu. Uspelo nam je, človek. Poglej, kako svetloba pada na njo zdaj. Zgleda neverjetno, človek. Čudovita mala riba. Tudi dobro jo je zagrabil. To je kot čudovit mali cesar ali neka vrsta fratra tukaj. Imeli smo živo vabo, spustili smo jo dol in ta tip jo je moral kar prigrizvati, fantje. Ampak tole tukaj je napredek. In zdaj se premikamo višje po prehranjevalni verigi. Živali postajajo večje in mi gremo v globlje vode. Otrgal bom malo sašimija z tega tipa in ga bomo uporabili jutr, fantje, ker gremo jutr še dlje. In potapljal se bom v oceanu, da bi, upam, našel kakšne nore živali, ker običajno imajo neverjetno belo meso. Poglejmo torej pri tej, ali je enako. No, še za to ribo prevelik, ampak brez skrbi, fantje. Upam, da bo popoln za zadnjo ribo, ki jo bomo ujeli.
Tukaj imamo čudovit mali file. Ta stvar je dobesedno plavala pred 10 minutami, fantje. Še vedno se mi bo trzala v ustih. Belo sašimi. Spravimo to dol in zaključimo prvi dan. Imamo nekaj beljakovin, gremo. Tam notri so punce. O, to je bila prijazna punca. Bilo bi veliko boljše sojeno omako, fantje, ampak to so beljakovine, ki jih potrebujem. In veste, da drugo polovico te ribe prihranimo za jutri, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Gremo naprej, gremo na večje živali in stvari bodo postale nore. Se vidimo jutri, zgodaj zjutri. Gremo. Fantje, danes je drugi dan in imamo še vedno našo ribo od včeraj. Odtrgali smo nekaj mesa z tega, ampak to stran tukaj bomo uporabili kot vabo, fantje, ko bomo vzeli to sulico in šli na obalne grebene. Včeraj ste videli, da smo lovili z ribiško palico, ampak smo jo zamenjali. In fantje, danes moramo ujeti večje živali. Stvari se bodo začele segrevati in zagotavljam vam, da bomo pod vodo videli stvari, ki vas bodo šokirale. Torej, tukaj imamo našo ribo, fantje, ampak moramo biti zelo natančni, kako jo bomo uporabili. Torej, razmišljam, da bi jo verjetno lahko nataknili na cev. Na tej strani bomo nataknili file na cev. In ko bo to počasi drselo s tokom navzdol, upamo, da bomo privabili večje živali, ki bodo prišle pogledat, kakšna vaba ali hrana plava skozi vodo. In takrat bom vzel svojo sulico in zaplaval dol, upam, da bomo ujeli večjo ribo. Fantje, to je načrt. Ampak veste, ko enkrat vstopimo v vodo, se lahko zgodi karkoli. Naj nas pobere kapitan, gremo malo globlje, prihajajo večje živali. Pravkar smo se ustavili tukaj. Vidite lahko, da imamo čudovit obalni greben okoli nas. Skočili bomo naravnost v vodo. Veste, da moramo uloviti večjo vrsto in to bo postal moj naslednji vaba. Kdo ve, kaj bomo danes najdli, fantje? Ampak sem navdušen na tem. Pejmo naravnost v vodo.
Fantje, uspelo nam je, človek. To je tisto, čemur pravimo dolgi jezik. Skoraj kot krokodilja riba. Poglejte, tiste zobe. In ta tip je prišel, ker je dejansko zavohal ribo, ki smo jo včeraj ujeli na palco. Ta bitja plavajo po površju in po vodi tudi preskakujejo, skoraj kot marlin za revne. Imajo ta kljun tukaj, ki je prav tak kot pri krokodilu. Kar naredijo je, da zgrabijo svoj plen, ga prežvečijo in ga nato posesajo nazaj v gobec. Zgornji del telesa imajo popolnoma temen, spodnji pa svetel. In to jih naredi skoraj da nevidne za katerokoli žival, ki gleda na nje od zgoraj, saj so v senci in svetle, ko jih gledajo od spodaj proti soncu. Ko bomo pripravili to žival, boste videli, da ima zelo edinstveno okostje. In to vam bom pokazal. Ampak najprej moramo zakuriti ogenj na tej plaži. Moramo prihraniti malo tega mesa za kasneje, da bomo lahko, upajmo, privabili pošast. Najboljša stvar tukaj na teh otokih je, da naplavi toliko naplavljenega lesa, ki jih lahko izkoristimo v svojo korist. To je popolno. Kaj je to? To je otroška plenica. Tega nočemo imeti blizu našega ognja. Pržgali bomo to stvar. Zdaj moramo vnesti nekaj beljakovin, ker kdo ve, katere živali bomo srečali jutri. Pržgali smo ogenj, vsi napišite v komentarje. V komentarjih je zdaj živahno. Wow, komaj čakam, da damo to ribo na žar. To bomo očistili. Fantje, zdaj moramo biti zelo izbirčni, ker bomo morali veliko te ribe uporabiti, da jutri ulovimo pošast. Ampak tudi jaz potrebujem hrano. Ta riba je res popolna, je kot svetleča, srebrna palca, tako da mislim, da bomo verjetno uporabili približno polovico živali tukaj. Ta spodnja polovica, zdaj pa preostanek te živali tukaj. To more biti naša hrana, fantje. Hitro bomo odstranili drobovino. In potem je to praktično pripravljeno, da gre naravnost nad ogenj. Ja, to so vse drobovine. Tega nočemo. Znebimo se tega, malo jo bomo oprali, mora biti pripravljena, da gre naravnost nad ogenj. Torej, pravkar smo dali našo ribo naravnost nad ogenj, poglej to, in tam se bo počasi pekla. O moj bog! Izgleda noro. Poglej to. Ribo trenutno pečemo na prvinski način nad ognjem. Danes je bil nor dan, fantje, ampak od tega trenutka naprej bomo videli, kako veliko ribo lahko v resnici ulovimo. Uporabili bomo najboljšo vabo. To je kar dobra riba za globoko modro morje jutri. In kdo ve, kaj se bo zgodilo. Sem navdušen, malo nervozen, ampak pričakovanje raste. In upam, da prihajajo kakšne pošasti. Riba zgleda čudovito, pečena na ognju. Dajmo jo dol. Oh, ja. Poglej to, moj bog. Poglej to. To je dobesedno zlato. Nikoli nisem dejansko kuhal te ribe neposredno nad ognjem na tak način, in ta je kar velika, ampak slišal sem nore stvari o okostih in sem jih videl v manjši velikosti. Poglej to. Tam. Stari, zgleda kar dober. Ravno sem otrgal malo mesa tukaj in
imamo malo okusa po oglju. Poskusimo, fantje. Popolnoma iskren bom z vami, kako bo to šlo. Meso je lepo in belo, nima preveč čudnega okusa, ampak zagotovo ni najboljša riba, kar sem jih kdaj jedel. Ima nekakšen kovinski priokus. Ampak, fantje, trenutno se ne pritožujem, potrebujem vse beljakovine, ki jih lahko dobim, ker veste, jutri lovimo pravega pošastnika. Ima dobesedno modro okostje. In jaz sem se že lotil tega, veste, da nas jutri čaka ogromen dan. Imamo popolno vabo. In vidimo se zgodaj zjutraj, lovimo pošast. Se vidimo takrat. Dobro jutro, fantje. Danes je tretji dan in včeraj ste videli, da smo imeli epski dan potapljanja. Fantje, danes bomo uporabili to vabo in jo vlekali okoli po nekaterih najbolj norih grebenih na svetu. In danes bo malo strašljivo, fantje. Premikamo se k tistim večjim živalim, tistim nevarnim živalim. In prav je, da za ta izziv pripeljem enega najbolj nevarnih ljudi, da mi pomaga pri tem. Pridi sem, legenda. Tukaj imam Aleksandra Volkanovskega. Sveta mati, ima ga, daj no! Se soočaš s težavami. Če se pobereš nazaj, te bo to samo okrepilo. Tudi, če ne uspe. To je tisto, kar naredi pravega prvaka. Resnično. Vstopita Aleksandar Bork in Folkov, eden najbolj nevarnih tipov v tej kategoriji. Upam, da ljudje tako mislijo. Ne bom lagal, ne vem, ali poznam veliko resnice, ali pa se ljudje motijo. UFC, svetovni prvak, se mi bo pridružil, da zaključiva ta izziv. Brat, danes gremo v strašljivo območje. Delava ta izziv, kjer je v bistvu vse, kar ujamem, moja vaba. In danes morava ujeti nekaj velikih živali. Včeraj sem ujel kar nekaj solidnih živali, približno tako velikih, ampak danes morava ujeti prave pošasti. V redu, prišel sem v pravem času. Ne vem, ali je to dobro ali slabo. Zveni dobro. Velika riba. Ja! Ampak morda je hkrati tudi boleče. Ja, to bo nevarno, brat. Do konca tega izziva ti lahko zagotovim, da bova imela na trnku na nekaj res ogromnega. In komaj čakam, da vidim, kako se bo s tem spopadal. Poglejmo, kako nam bo šlo. Na vabo bomo dali tja, začeli bomo krožiti okoli grebena, fantje, upam, da bomo ujeli kaj večjega. In potem bomo to uporabili in vas odpeljali v močilnico. Upam, da najdemo pravega pošastnega prebivalca grebena. Sem navdušen. V redu, gremo na to. Gremo! Fantje, imamo dvojno. Prav veste, da se zdaj pomikamo po prehranjevalni verigi navzgor. Jaz sem preklopljen, Folks pa je tudi preklopljen takoj za menoj. Imate dvojni ulov. Kako je to za vas? Bilo je dobro, prijatelj. Kaj se dogaja? Samo vlečemo mrtvo vabo, fantje, da vidimo, kako je dejansko ujel. Poglej to! Beži, beži! Uhu! Dobili smo ga! Uspelo nam je, fantje. Dajmo, dvigamo ga! Dvojni prijem! Gremo! Gremo. Ampak, prijatelj, niti treba skočiti ven tukaj, da ujameš najbolj nevarno žival. Tukaj imaš na trnku veliko špansko skušo. Jaz sem pravkar ujel malo manjšo tam zadaj. Aston Illens. Res je dobro. Dober občutek. Moram reči, da sem jedel kar dobro. Potem je šlo samo od sebe. To je tisto, kar se dogaja. Gremo tam. Dobra. Gremo. Gremo, končano je, gremo. Ja, res je, fantje, to je bilo noro, resno. Jaz in Folks sva oba istočasno imela prijem in ujela sva te velike španske skuše, brat. In to še ni meja izziva, fantje. Čeprav so te ribe res ogromne, bomo ujeli še nekaj večjega. V redu, to je bilo zabavno. Zdaj pa bo postalo divje. Zdaj bo postalo divje. Zdaj bo postalo res divje. To je neverjetno za jest in sreda bomo odrezali mal sašimija iz teh fantov. Potem pa bomo vzeli kostje in ga spustili dol za pošast. Pravkar smo imeli noro seanso lova na špansko skušo na vleko in odrezali smo nekaj čudovitega mesa. Ne dobiš veliko boljšega kosa mesa, kot je ta. Lepo in sveže. Malo sušija, narežeš ga, da je primerno debel, ne preveč tanek, ne preveč debel.
najdi pravo širino za to. Ja? In potem morda samo sojna omaka in wasabi. Kaj bereš? Peljete me tja, brat. V redu, naredimo to. Tako je. Lepo in počasi. Že imam dobro linijo, ki bom sledil. In mislim, da je to popolno. Očitno imamo tukaj že lep, popoln rez. Lepo je oblikovan, malo smo odstranili kri, očitno smo odstranili tudi kožo. In zdaj ga samo še narežemo. To bo popoln prigrizek za nas, preden bomo kasneje šli loviti pošast. Pokaži mi, kako boš pripravil tega, brat. Seveda ljudem morda ni preveč všeč wasabi majoneza. Mislim, da je to zdaj najboljši način, kako rad pripravim sashimi. Vedno je odličen samo s sojino omako in wasabijem, ampak malo wasabi majoneze bom imel ob strani. Tako da ga ne bom posebej pripravljal, naj si vsak sam postreže. Kaj praviš? Ja? Vrzi kar tja. Ja, vrzi vse. V redu, naj kar pošteno našpricam noter. Obožujem svojo sojno omako in obožujem svoj wasabi. Gremo tja. Tako, to je to. Na zdravje, brat. To je naša hrana, preden gremo za pošastjo. Gremo! Čudovito! Moral bom vzeti še enega tazga. Zdaj potrebuješ čim več beljakovin, ker bomo s truplom te živali lovili kralja oceana. Si pripravljen? Pripravljen sem. Gremo! Gremo! Fantje, zdaj imamo energijo v sebi, imamo vabo za pošasti in ogromno palco ter kolut, fantje. Tukaj bomo preizkusili meje za najhujšega človeka na planetu z najbolj nevarnimi živalmi, ki jih lahko najdemo v globokem modrem oceanu. Si pripravljen, Bolt? Mislim, da sem pripravljen. Ne bom kar tako poskusil. Na srečo imamo nekaj za pojesti. Imam nekaj energije, zdaj bomo resno poskusili. To je tisto, kar spuščamo dol. Gremo na pošasti globin. Pripravljamo se na bojni stol. Čas je, da ujamemo pošast. V redu, gremo. Gremo. Gremo! Vabo smo namestili tukaj, Vovk. Upam, da si pripravljen, prijatelj. Samo velike ribe bojo prijele to. Srečno, brat. Tam je, brat. V zraku je, prijatelj. Prav, loti se tega, prijatelj. Prav. Poslušaj to, prijatelj. Uspelo nam bo. Super. Fantje, ste slišali to? To je močan glas. Upam, da si pripravljen, prijatelj. Prav, ker boš sedel na stol smrti. V redu, močilnica, gremo. Gremo! Zdaj se bo usedel na ta stol. Pa začnimo. Čas je, brat. To palico bomo pritrdili na čoln v močilnici. Kako se ti to zdaj zdi? Za zdaj se počutim dober. Postalo bo še slabše. Lahko ti to zagotovim. Ti živali so bile priklopljene, da ne odnehajo. Šle bodo v nedogled. Torej vidiš, Vojk, kaj počneš prav zdaj. Samo nagibaš se naprej in... Ja, samo na vid ga moram. Potegn gor, kukar le lahko. In smešen je, da misliš, da zmaguješ. Misliš, da zmaguješ, potem pa te kar preseneti. To sploh ni bil metek. Pridno. Prav, fantje, pravkar smo imeli prvo veliko žival, ki je vzela vabo. Bob, kaj se je tam zgodilo? Ne vem, mogoče sem jaz kaj naredil, nisem prepričan. Sem jaz kaj naredil? Ne vem. Bomo videli, kaj se je zgodilo, bomo videli, kaj se zgodi. Na tej vabi ni ostalo nič, to je gotovo. Pri prvem poskusu mi ni uspelo, ampak sem se vseeno hotel samo ogreti. Hoteli smo jih samo vse pripraviti in jih spraviti noter. Poglejte to, fantje, to je predvrvica. Tako močne so te živali, dobesedno zvijajo to žico. Na srečo sva jaz in Vok ujela 2 ribi, ko da imava že pripravljeno novo vabo, da gre dol. To je pa samo ogrevanje, brat. Upam, da si pripravljen na glavni dogodek zdaj. Ne, sem pripravljen. Na srečo tisti ni trajal predolg, tako da imam še nekaj energije. Ampak tole bi lahko šlo zelo hiter. Fantje, veste, da smo pri zadnjem izzivu. In Vok, potreboval boš vso možno moč, prijatelj, ker gremo za pošastjo. Gremo. To je tisto, kar imenujemo hitra poživitev z močno energijsko dozo prav tukaj. Gremo. Spi to. Spravi to močno energijsko dozo vase. Ne bom zgubil še enega. Gremo. Gremo! Gremo! Glavni dogodek se pravkar pripravlja. Vovk, upam, da si pripravljen, prijatelj. Pripravljen sem.
Spravimo te noter, prijatelj. Peljemo te v mučilnico. Gremo. Redo. V redu, ja. Prav. Gremo. Gremo. Hej, ne, lepo. Prav. Ja. To je zadnji del izziva, prijatelj. Največji od največjih prav tukaj. Poglejte, palco in kolut, ki uporablja fantje. Dino, Vogue! Najhujši mož proti najhujšemu možu. Gremo. Tukaj! Še ne bom šel noter. Verjetno samo sedi tam in si misli, kaj je to v mojih ustih. In potem ga bo samo vklopila. Pojdi! Hej, Kraken! Dobili smo ga. Morda ne. In gremo. O, moj bog, poglejte, kaj je dober. Velik, bikovski, morski pes, fantje, imamo pošast. Imamo pošastno bojo. Ja, šef. Pomiri se, imamo ga. Oj. O, ti si mojster, kaj ne? Juhu. Dobro, imamo ga. Dobro, to je on. Ja, v redu smo. V redu, zdaj imamo pravega pošastnega bika morskega psa. In brat, samo eno stvar morava narediti. In to je, da greva naravnost v vodo s to zverino. V redu, malo sem živčen zaradi tega, ampak bom naredil. Gremo. Gremo noter. Kaj počnem, fantje? To tam, fantje, je ogromen bikovski morski pes. Moramo biti malo previdni glede glave, da ne udari z glavo. Točno tam, prijatelj. To je približno 2,5 metra dolg bikovski morski pes. Juhu! In uspel nam je, fantje, ujeli smo pošast iz globin z najbolj nevarnim človekom na planetu. Gremo! Ja. Juhu! Se vidimo v naslednjem videu. Gremo! Juhu! Taj, no!